Kot osebnost ljubezni, a bi se lahko vživeli in odlično odigrali osebnost sovraštva? Jaz raj 100-krat zgorim, kakor enkrat zmrznem. In ja, za ljubezni v bistvu skačem tako kot en labradorec za žogo. To je ta joie de vivre vaš? Je to Zala želja potem, da se živi, tudi če se prismodi? Skozi tako se mi zdi, da umetniki hodimo malo po robu. Ste uživali, zato ker ste imeli oba starša, ki sta bila talentirana umetnika? Ponavadi niso očetje tako zelo zabavni, kakor je moj. Kje je najbolj zmotno mnenje o Zali? Največkrat se mi zgodi, da mi nekdo reče, pa ti sploh nisi tako ufurana, kakor smo mislili, da si, ne? Imate kakšno življenjsko vlogo, ki si jo želite? Rada bi imela več prilik. Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Naša današnja gostja je Zala Đurić. Zala je igralka in pisateljica in pesnica, rada tudi poje, je skratka večplastna, atraktivna umetnica. Mogoče je to povezano z njeno unikatno newyorško izkušnjo, ki jo je gotovo pomembno osebnostno in profesionalno oblikovala. Vsekakor je Zala izstopajoča osebnost, zanimiva, tudi skrivnostna. Zala je karizmatična, je vzornica mnogim in mnogim tudi navdih. Zato sem vesel, da je danes Zala z nami. Zala, lep pozdrav. Pozdravljeni, najlepša hvala za ta krasen uvod. Hvala. Zala, preden sva stopila sem vas tako mimogrede vprašal, ali je kakšna tema, s katero bi želeli začeti, in ste mi omenili ljubezen. Zakaj? Zaradi tega, ker to znam. V tem sem dobra in o tem rada govorim. Izpostavila sem pa tudi svobodo, ker se mi zdi potrebno, da se o tem pogovarjamo. Tako da ja, to dvoje je v bistvu moj materinski jezik. Kaj je v ljubezni tako, kar se vam zdi posebej pomembno, razen da je lepa, da jo vsi želimo, da je naš ideal? Zakaj razmišljate o tem posebej in o svobodi posebej? Zdi se mi tako, to se bo zdaj ful patetično slišala, ampak tako, kot sem vas opozorila že preden sva začela, jaz se ne bojim patetike. Ljubezen je... In mi se ne otepamo. Krasno, bova prijatelja. Ljubezen je pač vse in meni to tudi predstavlja Boga. Mislim pa, da se je treba za njo, kakor tudi za svobodo boriti. In mi je hudo, ker se mi zdi, da včasih tudi pod pretvezo svobode se v bistvu velikrat tudi predvsem mladi bojijo predati nečemu oziroma vezati za nekaj. Ne? A sta ljubezen in svoboda vezani na zaupanje? Povezujete to z zaupanjem, ja, s hrabrostjo, celo s pogumom? Ne? Sigurno. Ja, ker za ljubezen se moraš odpreti. Ne? Ja, absolutno. Ja. Meni zelo priljubljena beseda je v bistvu korajža, ker sem pred kratkim ugotovila, da izhaja iz besede cuore, srce, in je v bistvu srčen, veliko srčen. Ne, se pravi, imeti veliko srce pomeni biti hraber. Ja. Najlažje je... Vi ste hrabri? Ja, zelo. Ja. In se borim za to, da ostajam srčna vsak dan in da vsak dan zbiram ljubezen. Se ne bojite, recimo, da bo kakšenkrat te hrabrosti preveč in da boste šli predaleč? Bodi si, da bi mogoče koga užalili za kakšnim, ali pa da bi koga prizadeli, ali pa da bi si recimo... Ne, veste kako... A sem vas zdaj prekinila? Ne, kje pa? Jaz raj 100-krat zgorim, kakor enkrat zmrznem. In mislim, da kdo, če ne jaz, in kdaj, če ne zdaj, bom moje srce nosila na pladnju. In ja, za ljubezni v bistvu skačem tako kot en labradorec za žogo. Tako se zdi, kot da želite biti plemenita osebnost, da sem preveč rekel? Dobra osebnost v vsakem primeru, ne? Ne želim, ni želja. Ampak verjamete v to, da se dobro z dobrim povrne? Ja, absolutno. Ja, absolutno. Ampak hočem najbolj iskreno povedati, da nič v tem, kar govorim, ni nobenega taktiziranja. Ja, je iskreno. Ampak da je res iskreno. Ja.
Ste bili tako vzgojeni? Ali ste se vi sami tako vzgojili? Ali mešanica okolja, vas, staršev, vsega? Ja, sigurno sem bila vzgojena iz ene čiste ljubezni in moji starši so me vedno učili, da je najbolj pomembno, da se vsi dobro počutimo. Ne? Ampak kdo bi rekel, da živimo v svetu, kjer je veliko sovraštva, ne? Kar ogroža to ljubezen način, ne? In daje neko mejo. Kako živite to? Jaz na to gledam, kakor tam, kjer je sovraštvo, tam je odsotnost Boga, to je anomalija, to je error. Ne vem. Kako si razlagate to, da sta oba, seveda sovraštvo in ljubezen, tako pomembna navdiha? Ne? Žal tudi sovraštvo, se strinjava. Ne? Tudi sovraštvo je mogoče na nek način omamiti ljudi, ne? Ampak seveda tudi z ljubeznjo. Zakaj se vam zdi, da tako pogosto posegajo ali posegamo tudi po sovraštvu, če pa imamo tudi ljubezen na razpolago? Ne? Ja, zaradi tega, ker je sovraštvo izhaja iz ega in je neke vrste droga v bistvu, a ne? Kaj pa če je sovraštvo izraz odsotnosti poguma? Ja? Veliko srčnosti, Ja. ne? Točno tako. To ste tako lepo povedali. Kako ste rekli, da je sovraštvo Odsotnost tega poguma. Ne? Tako je. Za svobodo in za ljubezen se mi zdi, da je potreben pogum. Tukaj se strinjam z vami. Ja. Medtem ko sovraštvo je tako elementarno, nič ni potrebno zanj. Ne? Tako. Ja. Najlažje in res ima tudi nizko vibracijo. Ampak ker vem, da razmišljate tako o tem svetu, ne, kot pisateljica, kot pesnica, kot umetnica. Ne. Zakaj se vam vendarle potem zdi, kako si razložite, da je toliko sovraštva? Zakaj je tega toliko? Ja, zaradi tega, ker je pač smo nažalost, pa nočem posploševati, zaradi tega, ker verjamem, da se tudi delno, da sta tako se ustvarjata dva svetova, ampak vsaj eden od teh se mi zdi, da je res tako, da ga žene ego in materialen svet v Druga pa veliki dobrota, meri. recimo, Ja, v tem smislu. svetloba, Ja. narava. Mislite, da je to naravno stanje sveta, da morata biti ta dva dela, ki se nekako dopolnjujeta, si nasprotujeta, se ogrožata? Mislim, narava se je še vedno do zdaj pobrala in postavila na noge. Zdaj vprašanje, kaj bo tokrat, z nami ali brez nas, ampak če smo do tega prišli, pol že zgleda, je bilo naravno, mi je pa žal, da je tako. In zato jaz ful pazim, s kom se obdajam in ja, s kakšno energijo se hranim. A ste kot umetnica dolžna razmišljati o teh stvareh ali radi razmišljate, bodi si ko pišete pravljice, bodi si ko pišete pesmi ali ko igrate vloge? A tako o politiki? Ja, ne o politiki, o teh vrednostnih vprašanjih. Ne? Ja, mislim, da je do neke mere to moja odgovornost. Moram pa priznati, da velikrat pri svojih umetniških procesih se mi tudi zgodi, da v bistvu prav nič ne razmišljam. Zdaj recimo pri zadnji vlogi, ki sem jo imela v gledališču Koper, smo nedavno imeli premiero dramatizacije romana Ocean morje v režiji Ivana Lobode, ki je drugače tudi moj najboljši prijatelj. In mi je bil dodeljen lik Elizavin in je to ena v bistvu mlado dekle, ki si neskončno želi živeti, medtem ko ji njen oče govori, da je bolana, da je krhka in jo zapira v bistvu dobesedno zavija v vato. In potem ona reče, da si želi življenja, čisto vsega, kar ga je, čeprav ga je toliko, da bi znorela, ni pomembno. Lahko celo znorim. Tudi tega življenja nočem izgubiti. In ko sem jaz prebrala ta del romana, sem jaz rekla, ja, to sem jaz bom to igrala. In to je čisto na začetku romana, sploh nisem rabila prebrati do konca, da sem pristala, da bom se lotila te vloge. No, in na koncu, na premieri, sem jaz Ivanu priznala, režiserju sem rekla, Ivan, jaz za celo to študijo nisem uporabila pa po moje niti ene možganske celice. Jaz sem šla toliko srcem v to vlogo, ampak sem res razvila en tak lik, ki je po eni strani tako na videz ful daleč od mene, ker je res taka ena krhka deklica, ampak po drugi strani je pa res, sem jo od nekod
skanalizirala. Je po eni strani deliva si to za to deklico Elizabin, da je po eni strani taka nežna, po drugi strani pa korajžna. In recimo v tem umetniškem procesu nisem kaj dosti razmišljala. Kot osebnost ljubezni, a bi se lahko vživeli in odlično odigrali osebnost sovraštva? Ja, bi bilo treba, ja. Mislim, treba že, ampak bi se lahko vživeli in bi to iskreno lahko odigrali. A je to možno? A je možno, da nekdo, ki recimo pooseblja umetnost, dobro odigra nekoga, ki pooseblja sovraštvo? Ja, vsi se sami igramo. Ja. Najdeš kaj je v tem procesu, v tej igri? Kako vam to omogoča to transformacijo? Moraš najti del sebe in potem ga nagaziti. Zdaj ne znam slovenskega boljšega izraza. Tisti slabši del vas? Če gremo na sovraštvo, bi absolutno mogli najti to. Recimo pri filmu Deda gre na jug sem igrala ciganko Esmo in kakor vemo, so Romi... Dobro ste to odigrali. Hvala. Temperamentne narave, ne, bomo rekli. In jaz, neki me je še ovirali, nisem bila še popolnoma pripravljena na vlogo in potem sem ugotovila, da je to, da ne čutim toliko jeze, da ne vem, da mi manjka to čustvo, da bi... Ampak ne boste rekli, da se kdaj ne zezite v življenju? Ne, mislim, do te vloge sem prej ratala žalostna, tudi če se mi je kakšna krivica zgodila. Ne? In potem sem recimo to mogla najti, to čustvo in ga malo, tako kot sem prej rekla, nagaziti. Ne? In pol sem bila pripravljena. Se pravi, ja, črpamo iz sebe, ampak ja, v drugih balansih. Je bil kakšen lik, ki ste ga težko odigrali, ker niste našli v sebi nobenega gena teh lastnosti lika? Ne. Recimo so bili kakšni mal bolj zapleteni, ampak ne. Kaj pa, katerega od likov ste najraje odigrali, ker ste se najlažje ali pa najraje vživeli van? Ja, naredim tako, da v bistvu naredim domačo nalogo že preden pridem na snemanje, kar pomeni, da se res dobro pripravim, da potem lahko v vsakem liku res 100% uživam. Je pa res, da je potem ta domača naloga včasih malo bolj zahtevna, včasih pa lažja. Kdaj ste začutili, da pripadate umetniški družini, ampak kdaj ste začutili, da ste tudi vi del tega poslanstva umetniškega, da ste igralka, pisateljca, pesnica, vse to? Nisem. Niste? Se pravi, ste bili rojeni v to, s vsemi vašimi talenti. Ja. Imate talente za to? Ja. A je talent dovolj? Ne. Kaj še? Ja, seveda trdo delo. Dobro. Kaj to pomeni trdo delo pri umetniku? To, da študira vloge, da to? To pač seveda najprej potreben študij, potem je vsak dan moramo pač naše telo in duh je naš inštrument in je treba že to, da sam skrbimo za svoj inštrument, za telo, glas, da smo v formi tako možganski, kot telesni. Tako da to je recimo trdo delo, že same priprave na vlogo, zavedati se, da nas je ogromno. A veste, kakšen procent igralcev se lahko s tem preživlja? Samo 1% nas lahko res živi od tega. Tako da v bistvu... Vi živite samo od tega? Tudi pišem. Poleg tega, ja. Torej od umetnosti. Od umetnosti, ja. Torej ste umetnik v polnem smislu. Ja. Imate kakšne pripombe na ta status umetnika? Ne mislim zdaj formalno, ampak tako, vam je všeč to življenje? Ja. Ja, uživate. Neizmerno. Jaz sem zadela jackpot, da lahko na takšen čist način pridem do kruha, da delate tisto, kar uživate. Ja, ali da nasmejim ljudi, ali da se jih dotaknem z svojo poezijo, svojo umetnostjo in da potem lahko grem kar v trgovino in si kupam za jest, karkoli hočem. Jaz sem toliko samouresničena, da je to neverjetno. Bi lahko počeli karkoli drugega, ta hip? Ja. Lahko bi bila kmetica. A res? To bi rada. Na tem me babi naučila. Kuhala bi rada. Ampak to ob tem, da ste umetnica, ne bi samo tega. Ja, če me zdaj vprašate, ker imam res eno tako zelo, zelo delavno obdobje,
kar mal v bistvu sanjarim o tem, da bi zdaj trenutno sam bila doma in pekla granolo in molzla krave. To sem vas hotel vprašati. Umetnik se razdaja, ne? Ja. Domnevam. Ko pridete na oder, ko pridete pred kamero, tudi ko pišete na nazadnje. Ne? Kako se pa Zala polnite z energijo, ki jo potem... V bistvu tako, da grem v naravo, tako da se družim z mojimi ljubljenimi ljudmi. Nekje sem prebral, da radi plešete na drogo, je to res? Ja, plešem na drogo. To je v bistvu moj najljubši šport. Kako izgleda? Dobro izgleda. Nisem hotel reči, nisem smel reči, da dobro izgleda. Mislim, zakaj pa ples na drogo? Všeč mi je, ker je tako senzualen, izrazen. Kakšen je? Senzualen. Izrazen. Pa super je v bistvu za, jaz sem tako motnjo pozornosti, pa res se težko skoncentriram in v bistvu tudi do neke mere discipliniram. In sploh nimam občutka, da športam ali pa da delam neki, da športam, ampak mi je v prvi vrsti zabavno in plešem in potem sam naslednji dan ne vem, čutim mišice, ko mi ostanem iz posla in sem tako, mogoče sem pa res nekaj naredila. Ja, ampak prvotno mi je tam tako, ampak verjetno samo od plesa niste tako vitki in čedni, če smem reči. Ne vem, je sploh še politično korektno reči nekomu, da je čeden. Se ne vem. Zdaj sem veliko tvega, upam, da ne preveč. Ne, jaz pa zelo rada slišam komplimente. In tudi glede te politične korektnosti sem tudi kdaj žalostna, ker se mi zdi, da nam je politična korektnost zamenjala moralo, v bistvu, da smo tako vsi neki. Ja, bi se strinjal z vami, da je šla mogoče tudi ona nekorektnost predaleč in da nam je ukradla malo svobode. Vse ne nujno mislimo samo kaj slabega, če rečemo kaj bolj robatega. Ampak nekako ta svoboda izražena nam je omejena zdaj, zato da nikogar ne prizadanemo. Zato tudi ta iskrenost trpi, in to se mi zdi, da ljudje čutimo in potem pride do nekega kontraefekta, ki se izrazi v sovražnem govoru, surovem govoru. Tako se mi zdi, da vi se na svoj način s tem ukvarjate, jaz na svoj način in veliko razmišljam o tem, kako je recimo ta liberalnost pripeljala svet do tega, da je poskušal formalno zamejiti svobodo govora tam, kjer se je zdelo, da je prerobata, potem pa prišlo do nekega kontraefekta, ki nas zdaj zelo duši. Točno tako. Točno tako, kot ste povedali. Kaj pa recimo poslušate, ko plešete recimo katero glasbo radi poslušate? Glede na to, da ste pesnica tudi in pisateljca, imate recimo nek bolj izbran okus ali se prepuščate vsemu, kar vas navdihuje? Najpogosteje največ poslušam rock'n'rolla in bluza. Zdaj zadnje čase pa ful veliko tudi v bistvu teh meditacijskih pesmi, ki se veliko vozim v avto, tako da velikokrat si tako sam kakšno tako kakšne mantre spuščam. Za ene parkrat sem se pa zalotila, da se vračam iz Zagreba po predstavi in da sem v čisti tišini celo pot in da tudi razmišljala nisem kaj dosti, ampak da sem samo tako, da mi paše 100% tišina. Prej sem v predstavitvi kratko omenil vašo newyorško izkušnjo. Vi ste bili 3 leta v New Yorku, vi ste šli v New York kmalu, po koncu srednje šole. Tako. Ja. To je pravzaprav spet pogumno dejanje, iti tako mlad, tako daleč v nov svet. Sem šla za srcem, ja. In tam ste se imeli v redu, kot razumem, iz tega, kar sem lahko videl, prebral, slišal. Po kaj ste šli v New York? Zakaj ste šli v New York? Šla sem se malo zgubiti, najti svoj način izražanja, študirati v bistvu. Tam ste obiskovali nek college, ne? Ja, HB studio, tako zemeljski odgovor je, šla sem na faks, ampak potem sem res ugotovila, da sem točno to rabila, da sem se naučila delati, tudi tako papirje urejati, že sam take stvari, v bistvu sama za sebe poskrbeti. Se vi ste tudi delali tam dejansko za preživljanje, bi ste bili natakarica vseh sort, tako kot si, to malček potem človeka izdela, osebnostno, drži? Ja, definitivno. Vam ni škodila ta izkušnja, Ne, kje? Jaz sem imela vedno tukaj tudi zaledje staršev, ampak absolutno mi je to v bistvu največ
dal, kar bi mi lahko v teh letih, da sem se naučila umetniško izražati, hkrati pa tudi naučila, kako zaslužiti kruh. Ampak kaj recimo ena ameriška, recimo tak studio kot je ameriški, da kar recimo tukaj recimo umetniška akademija ne more dati ali pa recimo neka evropska, ne? Ali ste šli bolj po to socialno izkušnjo, zato ker je pač to Amerika, New York? Jaz vam zdaj prav ne znam odgovoriti, kaj mene res tako vlekel tako daleč od doma. Ne bi mogla primerjati z našim AGRFT-em, ker na AGRFT nisem hodila. Vesela sem, da sem se naučila jezika in da sem imela tako internacionalne kolege. Tako da to so definitivno ene izkušnje, za katere sem hvaležna. Ko ste igralka, ste imeli kakšne vzore ali jih imate danes? Igralske? Ja, recimo. Ne, da bi prav imela tako, to sem velikrat razmišljala, ker me pogosto to ljudje sprašujejo. Ampak prav ni tako, da bi sam eno osebo lahko izpostavila, ampak me bolj navdihujejo neki momenti, različne vloge. Ja, pač obožujem Charlieja Chaplina. Ker? Zaradi njegovega pogleda na svet in smisla za humor. Imate smisel za humor? Tako se mi zdi, prej ste bili, ko so se mimo kamer pogovarjali, ste bili celo poredni, tako v humoru, Ja, tako res. duhoviti. Ne? Mislim, ja, meni se zdi ful pomembno se hecati, če hočeš ostati pri zdravi pameti, sploh v današnjem svetu. Ste tako malček tudi ironični do sebe, tako, a veste, kaj mislim, tako, ja, da se pohecate iz sebe, Ja. da vam to ni odveč, da radi to počnete. Ja, se zato, zaradi tega, ker se ne bojim toliko, moram priznati, da se ne bojim toliko biti politično nekorektna in potem sem kdaj tako, se znam pohecati. Seveda pazim, da nisem groba in nesramna, ampak hecam se pa rada. Ker so bila pri filmih, imate kakšen ljub film, recimo najljubši film? Najljubši film? Ja, meni je recimo Botar, najboljši film se mi zdi Botar. A res? A ni dobro, ali kaj? Ne moram se reči, mi da zdi ni grozno. Ne. Kaj? Ne moram reči, da ni dober, ker je res Come dober on, film. come on, Zala. Ampak zdaj vas bom ful razočarala, sam ne me domov poslati, mislim lahko tudi. Ampak Sam ne mi reči, da je slab film. ne, ni slab Okej, film. kaj pa pol? Ampak jaz ne vem, ali je to moj ADHD, ampak jaz ne morem gledati filmov, kjer se moški pogovarjajo in da je to večino filma, da se pač sam moški neki pogovarjajo. Ok, o tem nisem nikoli razmišljal. Ja? Okay. In mi je malo dolgo časa. A dobim kakšne točke, zdaj jih bom šele izgubil. Če rečem, da je moj drugi najljubši film, ki sem ga mogoče celo večkrat gledal kot Botra, Čedno dekle. Zdaj sem še bolj izgubil, ne? A veste, da vam Niste moram gledali? priznati, da sploh nisem gledala Oh filma. my god. Okay. Mi je Julia Roberts zelo lepa. Potem vaš film. Ja, v različnih obdobjih različni. Zdaj, recimo, ko sva govorila v New Yorku, takrat sem pogledala Interstellar in mi je največji preobrat miselni se mi je zgodil ob gledanju tega filma, recimo, najbolj. Kaj je tam takega, da vas je tako... Lih to, evo, da se vrneva na začetek najnega pogovora. Sporočilo tega filma, kakor sem ga jaz razbrala, je, da je ljubezen dimenzija, ki nadvlada vse ostale dimenzije. Ona zmaga. Ona premaga lahko čas, ona premaga lahko prostor. A zato pišete pravljice, ker na koncu dobro zmaga vedno. Ne. Zakaj pa pišete V pravljice? bistvu napisala sem samo eno pravljico na pobudo mojih prijateljev. Ne vem, kaj mi je to bilo. A imate radi pravljice? Ste Ja. radi brali pravljice kot otrok? Jaz sem jih oboževal. Jaz sem imela pač ta privilegij, da je meni Branko Đuro bral pravljice, ne, pa Tanja Ribič. Ampak v bistvu predvsem oči mi nikoli ni bral, ampak si jih je vedno zmišljeval. Jaz sem tudi sinu se zmišljal. Ste uživali, zato ker ste imeli oba starša, ki sta bila talentirana umetnika. Ste uživali v tem kot otrok? Ja, jaz sploh nisem vedela, da sem v bistvu privilegirana s tem, da v bistvu ponavadi niso očetje tako zelo zabavni, kakor je moj.
moj oče, da je to kar nadpovprečno. Zdaj v eni od predstav igrata v bistvu hčerko in očeta. Ja. Ampak on ni tak, kot ga igra, ne? Ne. Imam prav. Tako je. Igrava predstavo We Will Rakija. To je, jaz sem napisala tekst, oče je režiral, on igra strga bosanca. Že tukaj se razlikuje, ne? Ker on je sam bosanc, ni star. Jasno. Jaz pa v bistvu sem prva generacija Londončanka. To ste bili dolžni reči, ali kaj? Ne, on je... Lepo pozdravite očeta. Bom si vas pozdravila. Hvala. In se dogaja v Londonu in potem ta v bistvu dinamika med nama. Jaz sem prva generacija Londončanka, on je ta jugonostalgik, ki nikakor ne more sprejeti. Bi rad zeta, ki bi šel z njim na tekmo. Ja, in bi rad pil z zetom rakijo. A oče, brez zamere še zadnjič o Đuretu, a je oče želel, ste vi produkt njegov ali vas je pustil da? Kje? Joj, on bi si tako želel, kot da jaz ne bi bila. Kot oče sem mislil, ne tako, ali pa kot mentor. Lih kot oče. Kot mentor. Ne, on je vedel, kaj to pomeni. Oba sta vas pustila, da se... On bi si želel, da jaz ne bi bila igralka, ker ve, kako je to naporno, sploh za ženske. On je vedno govoril, da je sam en poklic bolj zahteven od biti igralec in to je biti igralka. Ne, ker nas toliko sodijo po izgledu, toliko je ene plitkosti, preden prideš do globine. Kaj je tako težkega v tem poklicu? Nočem ugovarjati. Ja. Verjetno je to res, jaz nisem nikoli bil v tem poklicu, ampak kaj je po vašem tako težkega v primerjavi z drugimi? Kaj ga dela tako drugačnega? Naša naloga je, da gremo v globine, tako kot sem v bistvu rekla, da se spuščamo čim globje in v bistvu nas pa industrija drži na površini. V bistvu to je najtežje, ta izziv. Ta kontraverznost. Ja, in da recimo tudi audicije so ponavadi najprej na podlagi izgleda in potem šele, ko prideš na set, pa še tam ni nujno, lahko pokažeš svoje globine. Se mi zdi to krivično, da je tako. Ja. In ja, definitivno. Ampak sem vedela, v kaj se spuščam, zato se pač ne vdam. Vam je bila ponujena kakšna vloga, ki ste jo zavrnili? Ja. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker bi mogla bi igrati Itorino v enem filmu in se mi je zdela ful krivica storjena Itirini, ker jaz vem, kakšna velika osebnost je bila ona in koliko je bila gajstna in borka za pravice in pametna ženska in da so iz nje, da je taka krivica, da jo ljudje poznajo samo potem, da se je baje enkrat slekla, pa sploh ne vem, kje se je slekla, v katerem filmu. In da jo v bistvu vsi sam potem poznamo, da nekateri celo mislijo, da je bila ona porno igralka, v bistvu je pa naredila, ne vem, mislim, da 40 krasnih vlog. No in ja, bi mogla igrati njo v filmu in bi bila skozi gola, brez teksta in sem videla, da so v bistvu naredili tako eno navadno glupačo iz nje in se mi to ni zdelo pravično. No, to je tak legitimen, prepričljiv razlog za zavrnitev vloge. Ne? Čeprav, vi ste poklicani, da se uživite vsako vlogo. Ne? Ja. A ni res? Prej smo o tem govorili. Ja, se uživela bi se lahko. Ja. Sam ni bilo tudi kaj dosti za uživljace, ker ni bilo neki velik teksta, ker so jo v bistvu imeli predvsem zato, da je gola. Imate kakšno življenjsko vlogo, ki si jo želite? Tako, da sanjate o njej, to bi rada. Ne? To bi res rada. Ali pa da je bila že odigrana, pa bi jo vi še enkrat. A veste, tako da ste videli v kakšnem filmu neko vlogo. Ali pa, tako, me zanima, o čem sanjate? Rada bi imela več prilik igrati norce, da bi bila nora, to mi paše. Zakaj vas bi to navduševalo? Ker se vi zdi tako energično ali kaj? Strastno? Ne, rada raziskujem psihologijo ljudi. Predvsem zaradi tega. Tako da to, pa tudi komične vloge.
tega se veselim. Vi ste tudi pesnica, ne? Prej sem vam omenil, pa ste pristali na to, da boste eno pesmico tudi prebrali. Lahko, ja. A lahko? Ja. Zakaj čutite tudi to potrebo, da se tudi pesniško izrazite? Imate možnost, da igrate, imate možnost, da radi pojete, da pišete. To je pa še poezija. Kaj daje poezija, kar recimo druge vrste umetnosti ne morejo dati? In jaz pravim, jo imam rad. Celo imam prav pesniško zbirko na polici zraven posle. Ampak zakaj poezija? Kaj je tako tankočutna, krhka. In tega se ne da drugače povedati kot s poezijo. Dajte zdaj vašo pesmico, da vidimo, kaj ste lahko povedali, samo v poeziji pa drugače ne morete. Zdaj vam ne bom brala objavljenih, ker pač to so... A to je nekaj novega? Recimo, ta je ena izmed zadnjih, ki sem jih najdla drugače v mojem tem Zdaj smo vaše občinstvo tukaj. Cela produkcijska ekipa je vaše občinstvo. Imate kaj treme? A veste, da imam tremo samo pri branju poezije, zaradi tega, ker mi je tako intimno. Grem na oder igrati pred 500 ljudi, pa se mi ne zgodi to, kar se mi zdaj dogaja pred vami, ko imam v roki poezijo. Ikoničen, Zala ima. Prismojena. V meni kipi življenje. Ne bom ga odstavila. Naj gre čez, naj pusti sled. V meni kipi življenje. Za mano se vali gost oblak feromonov. V meni kipi življenje, ki je večje od telesa, zato se včasih zlije v pesem. V meni kipi življenje. Ne bom zmanjšala ognja. Naj se prismodi. Bom pač prismojena. To je ta joie de vivre vaš? Ta želja po življenju, ki ste jo zdaj izrazili. Je to, Zala, želja potem, da se živi, tudi če se prismodi? Ja. Pa se kdaj prismodite? Skozi tako se mi zdi, da umetniki hodimo malo po robu. Pa se kdaj zgodi, da se... Da bi prav zares postala nora, da se držim se še na tej strani za zdaj. Vsaj mi... Ja, se trudim, da sem... A je to menjavanje vlog težko? Zdaj, ko ste omenjali norost, nisem mislil, da je do te mere težko, ampak je zahtevno, ne? Ali ne? Je zahtevno. Ali je celo očiščujoče, da lahko skozi vlogo date ven nekaj, kar je v vas pa... Ne vem. Ja, je privilegij definitivno, da lahko izkusim življenje nekoga, ki ga sicer recimo ne bi mogla. Jaz pač živim druga življenja. Recimo, ko sem igrala prostitutko, to mi je bilo pa toliko zabavno, zaradi tega, ker kako bi drugače izkusila to? Kaj tazga izkusila, ne? Sam ta najboljši del tega. Izkusila sem ves ta blišč brez bede. Vse te zabavne kostume in to. Čeprav ste mladi, ste diva. Ne vem. Ja. Mislim, umetnica, čedni ste, uspešni ste. Prej so vas tako malo tudi polepšali, se ne da, ampak in smo vas čakali, tako smo rekli, to se spodobi, mislim, za divo. Ne, jaz ne bi sama zase rekla, da sem diva. To lahko rečete vi, pa vam bom rekla hvala, ampak načeloma se pa jaz prav nič divasto ne počutam. A se vam zdi, da imajo ljudje, da vas vidijo drugače kot ste? Zdaj, ko ste tako omenili to zavračanje tega. Ne vem. Če rečemo, da ste karizmatični, se vi mislite, wow, sej nisem ali pa tako? Ne. A imamo vas kakšna zmotna mnenja, pa niso točne? Kjer je najbolj zmotno mnenje o Zali? V bistvu je tako, največkrat se mi zgodi, da mi nekdo reče, pa ti sploh nisi tako ufurana, kot smo mislili, da si, ne? Zakaj mislili, da ste ufurani? Jaz ne vem. Zala. Ampak to je neka taka, res, neka taka kolektivno, neka zavest, neko mnenje, ko jaz res ne vem, kako se je to ustvarjalo. In potem so vedno ljudje presenečeni, ko me spoznajo, pa si tako, pa ti si tako čist preprosta. Moče pa ljudje pričakujejo, da ste taki.
Ne da mislijo, da ste taki, ampak da pričakujejo, da ste taki. Vse kaj pa razlika. Ne. Ja. No, dobro ste to rekli. Dobro ste se zmazali. Dobro. Ja, in na začetku sem še ful uživala v tem, da jim lahko kao dokažem, da sem jaz v bistvu ful preprosta in da se sam rada zabavam in hecam in uživam. Ampak zdaj mi je pa kar mal vseeno že. Ja? Ja, naj mislijo, kar mislijo. To je svoboda, ne? Ja. Rečete v redu. Da se zavedam, mislijo, da smo tepci, ampak ne mislijo, mi gremo svojo pot. Ne? Da se zavedam, da verzija mene v glavah drugih ni moja odgovornost. Ne? Da je moja odgovornost deliti mojo umetnost in to je to. Prej ste omenili, ko smo se pogovarjali, eno besedo, ki se mi zdela zelo atraktivna, pretočni, da ste. Ja. Kaj to pomeni, da ste pretočni? Nimam fige v žepu, nimam skrivnosti. Nimate vozlov. Tako. Ne držim zamer in zaradi tega se mi zdi, da se tudi lahko tako bolj svobodno gibam in imam nekako pokončno držo in miren spanec, ker sem... Kakšne so vaše ambicije glede prihodnosti? Kaj si želite ustvariti v naslednjih letih in desetletjih kot umetnica? Kaj bi si želeli, da bo dediščina Zale? Bi si želela še naprej v takem tempu pisati poezijo, posneti kakšne dobre filme. Imate kakšne v mislih? Nekaj še ne obstajajo. Si pa drugače odpišem scenarije, ampak je toliko težko priti do financiranja, sploh pri nas. Tako da to bi si želela, da bi kakšen od mojih filmov, ki so napisani, da bi se lahko posneli. Parkrat smo že bili zelo blizu, pa se pa to kar tako hitro Kaj odlikuje dobrega scenarista, recimo? Za razliko od pisatelja ali ne? Kaj odlikuje scenarista? To me dostikrat zanimalo kot filmomana. Tako. Kaj je odlika scenarista? Vi si to želite delati. Kaj? Zakaj? Zakaj si želite biti scenaristka? Mogoče zaradi tega, kar ste že prej rekli, da rada pišem zgodbe. Všeč mi je, da lahko uporabim pač svoj smisel za humor. Mislim, da je zmotno razmišljati, da je mogoče nekdo, ki vidi lepote življenja, da pa lahko ali pa zna z besedami, da je to lahko potem prelit v nek scenarij, ampak je res zelo pomembna tudi struktura zgodbe in razumeti ta, kako bi se to, timing, po slovensko povedali. Kdaj, kaj, kje? Tako, na kakšen način. Situacijo, da zna ustvariti situacijo, da ne gre samo za nek impresionističen zapis. Imate tukaj kakšne vzornike? Sploh o vzornikih. Ne predstavljam si, da umetniška duša ne bi imela vzornikov. Pri pisanju scenarijev. Ali pa pri filmu, ali pa pri igri, ali pa pri poeziji. Mislim, še mi, običajni ljudje, imamo vzornike. Se vam pravim, res je tako moment in bi mi zdelo ful preveliko in ful preveč teže, da bi tako izpostavila tako eno osebo, ampak definitivno mi je ful veliko vzor pri pisanju scenarijev bil oči. Chaplinove filme sem ful rada gledala, ampak nikoli pa ni bilo tako, da bi prav razmišljala, zdaj bom pa jaz naredila nekaj, kakor je nekdo naredil. Torej neka osebnost, če odmislite starše, ki so vedno tudi neke avtoritete, da bi bila neka osebnost vam vzor, navdih, ni mogoče reči, bilo preveč, da bi bila prav neka posebnost. To se mi zdi zelo zanimivo. Ja, všeč mi je marsikdo, sam vzor se mi pa res zdi toliko močna beseda. Preveč omejujoča, preveč zahtevna? Mogoče, ker vzamem drobce nečesa, ful mi je všeč, ne vem, strast Penelope Cruz pa eleganca od Audrey Hepburn, sam nikoli nisem kalkulirala v glavi, da bom tako, jaz bi pa tako, kakor so one, ampak sem tako, wow, ti si huda bejba.
Wow, to ste dobro rekli. Greste radi v kino? Ja. Ja. Greste radi v kino ali pogledate na pretočnih platformah? V kino. Greste radi? Jaz grem zelo rad v kino še vedno. Jaz tudi. Dobro, tudi zaradi kokic, to priznam. Drugače na naših predstavah se tudi lahko jejo kokice. Ampak ja, res mi je žal, da obisk kina upada ali zaradi teh, zato ker pač lažje ostati doma, ne. Pa tudi verjetno zaradi vrtoglavih cen. Probam iti čim večkrat v kino. Nisem pa pogledala filma zdaj že iskreno par mesecev. Ker zdaj imate veliko dela. Vi ste sem prišli iz Zagreba, se vračate v Zagreb? Gremo v Zagreb na predstavo. Imate kakšno tremo pred predstavami, ne? Ne, na začetku, mislim, odgovornost. Odgovornost. Ja. Pa, kaj vas navdušuje, recimo, odziv publike? Ali tudi, če ni odziva publike, zavedane ste vi odigrali vrhunsko, najboljše? Ja, ta povezanost s publiko se mi zdi res navdihujoča. Pa sploh tako uživam, recimo pri tej predstavi, ki jo zdaj trenutno igramo v Will Rakija, je zadovoljstvo še toliko večje zaradi tega, ker sem napisala tekst in se spomnim, kako sem jaz to doma pisala in se hihitala in ugibala, če bo komu mogoče poleg mene to smešno. Ja, in potem sem zdaj še na odru, kjer je to privilegij, da jaz potem še na odru lahko kot scenarist izkusim te reakcije in potem, ko se nasmejijo na nečem, kar sem jaz napisala, je tako, wow. Sem kar malo ponosna. To je zadoščenje umetnika? Ja. Odziv publike? Ja. Da jim nekaj daš, pa ti vrnejo z smehom, aplavzom. To se mi zdi tako čisto. A preveč rečem, če si umetnik, želi tudi, da je oboževan, ampak ne v tem plehkem smislu, ampak tako, da je oboževan, da me razumete, da gre čez aplavz, naklonjenost do igralca ali pa do scenarista, ampak da je oboževan per se, kar tako, ne, da veste. Se vam zdi, a bi želeli biti taki, da vas bi oboževali? Ne? Veste, kaj se meni zdi? Veliki ljudje nikoli niso težki, ampak je prava veličina je tako lahkotna. Največji ljudje, ki sem jih spoznala, so, ne vem, recimo Borisa Novak, Zoran Predin, Loša Đuro, Colin Farrell. Ti se ob njih počutiš lepo in lahkotno in se mi zdi, da ljudje, ki si pa želijo vzeti nek prostor in pustiti pečat, ki jih v bistvu mogoče vodi ego, so pa te, ki bojo nastopili z neko težo in si na silo mogoče probali izboriti nek prostor, ki jim bo mogoče za nek čas celo dodeljen, ampak ali karma, ali energija, ali karkoli kličete, imenujete to, bo slej ko prej vedela, kam koga postaviti nazaj. Ne? Zala, vi ste gotovo zelo karizmatični, ste tudi zelo atraktivni, zanimivi. Hvala. In mislim, da ste in da boste tudi še zelo občudovani in vam želim pri vaši poti naprej vse najboljše. Hvala. Ker ste prišli v studio. Hvala. Mi pa se vidimo v naslednji epizodi podcasta Navdiha. Srečno.